Gasilska brigada Ljubljana ob 100-letnici delovanja svetuje, kako skrbeti in posredovati pri reševanju živali. Še preden si umislimo domačo žival, je treba dobro razmisliti. A imamo finančna sredstva, a imamo ustrezne bivalne pogoje, imamo dovolj prostega časa. Naša žival postane del življenja in je prav, da se za tako odločitev razumno odločimo in odgovorno, seveda. Kot odgovoren lastnik živali poskrbi, da bo ta redno in ustrezno veterinarsko pregledana. Vkolikor se pojavi kakršnakoli težava pri zdravstvenem stanju živali, ustrezno odreagiraj in jo pravočasno odpelji k veterinarju, kajti le ta bo poskrbel, da se bo njena težava rešila hitro in se ne bo razvila v hujšo bolezen. Dobro je, da poskrbimo, da svojega hišnega ljubljenčka opremimo z našimi podatki. To je najhitrejši način, kako bo naša žival ponovno prišla k nam domov, v primeru, da se izgubi ali odtava. Lahko jo opremimo s tablico s podatki ali pa s čipom, ki ga odčita veterinar. Vkolikor se prvič srečujemo z lastništvom živali, se moramo o njenih potrebah temeljito pozanimati. Zagotavljati moramo redne sprehode in pa socializacijo živali. Če govorimo o psih, je zelo priporočljivo, da ga vpišemo v pasjo šolo, kjer se tako pes kot lastnik veliko naučita in tudi medsebojno povežeta. V skladu s slovensko zakonodajo se žival v vozilu med vožnjo ne sme prosto gibati. S primernim nameščanjem v transportne bokse in prigrajene prtljažne prostore poskrbimo za varnost živali in drugih oseb v vozilu. Če se žival prosto giba v vozilu, tako ogroža varnost vozila v prometu. V primeru prometne nesreče pa se lahko prosto gibajoča žival v vozilu obnaša kot nepritrjen predmet in lahko še dodatno poškoduje potnike v vozilu. V obdobjih sončnega vremena in visokih temperatur temperatura v vozilu hitro naraste. Zato, če je vroče nam, je še toliko bolj vroče živali. Pomembno je, da jo v tem primeru ne puščamo v vozilu, pa čeprav skočimo po opravku samo za nekaj minut. Ko gremo s svojo živaljo na sprehod in tudi če ji zaupamo, moramo vedno spremljati okolico in vse, kar se dogaja ob poti. Da ne bi se žival slučajno česa ustrašila, bi v obrambi koga napadla ali celo v strahu ušla. Med sprehodom bodimo pozorni in se posvečajmo svoji živali in se ne ukvarjamo s svojim telefonom. Žival se prav tako znajde lahko v težkih situacijah, ker tudi sama ne more ven iz te. Zato je prav, da o tem obvestimo na številko 112. Lahko je hudo poškodovana, lahko je padla v jarak, lahko je v vodo padla in se ne more rešiti. V tem primeru vam bo operater, ko boste poklicali na številko 112, povedal, kako narediti, da sami lahko pomagate. Če pa to ne boste mogli, bodo pa aktivirali ustrezne službe. Moramo se zavedati, da gasilci rešujemo živali samo takrat, ko ne morejo sami po naravni poti ven iz tega. Žival v stiski lahko srečamo tako v gozdu, kot tudi v urbanem okolju. Zato je pomembno, da operaterju na številko 112 povemo čim bolj točno lokacijo, za kar uporabimo svoj pametni telefon. Prav tako je pomembno, da operaterju sporočimo vrsto živali, saj je od tega odvisno, ali bo na teren z gasilci prišlo zavetišče, azil za živali ali predstavnik lovske družine. Operater določi, katero službo bo poslal na teren. Po prijavi dogodka na številko 112 povejte, kje se žival nahaja. Ali je to v zaklenjenem vozilu, je to mogoče v kakšnem jarku, vodi ali v kakšnem breznu. Edino na tak način se bomo lahko gasilci odzvali s pravilno opremo in tej živali čim hitreje pomagali. Obenem poskusite tudi oceniti, ali je žival poškodovana, kajti ta podatek je zelo pomemben, ker bo v tem primeru prišel na kraj tudi veterinar in živali ustrezno pomagal. Kaj storiti v primeru, če opazimo žival, ki potrebuje pomoč? Pokliči številko 112. Povej, kdo si in kaj se je zgodilo. Povej točno lokacijo nezgode. Povej, za kakšno žival gre. Povej, kje se žival nahaja. Če se da, oceni, ali je žival poškodovana.
Ne odloži telefona, dokler ti tega operater ne dovoli. Če opaziš žival v stiski, ki si ne more pomagati sama ali je poškodovana, ponudi pomoč in pokliči 112.